Kolesarska povezava med Celjem, Štorami in Šentjurjem bo zgrajena do konca leta 2023. Na upravnih enotah se ni potrebno več naročati. V Celjskem mladinskem centru zaključili projekt Mladi in mediji. Lokalni košarkarski obračun v Hruševcu dobili košarkarji Šentjurja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prihodnjih dneh se bo začela gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Naročnik, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in sofinancer občina Štore sta podpisala pogodbo z izvajalcema del, podjetjema Voc Celje in Kolektor CPG. Naložba je vredna 8,8 milijona evrov, rok za izvedbo je 21 mesecev, kar pomeni, da bo gradnja končana do konca leta 2023. Gradnja kolesarske povezave je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Štore bo za projekt primaknila 300 tisoč evrov. V okviru celotnega projekta je predvidena vzpostavitev varne kolesarske povezave v dolžini 11,44 km, pri čemer 8,5 km predstavlja novogradnja. V okviru projekta bodo zgradili tudi novo kolesarsko brv čez Hudinjo ter nov Gočev most in brv čez Voglajno. Z novo kolesarsko povezavo se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje med občinami Celje, Štore in Šentjur, hkrati pa bo prispevala tudi k promociji trajnostne mobilnosti in turizma na tem območju. Od včeraj, skladno s sklepom slovenske vlade, za obisk upravnih enot ni več potrebno obvezno naročanje. Tako se na upravnih enotah vračajo na poslovanje s strankami, kot je veljalo v obdobju pred epidemijo, še vedno pa ob vstopu v poslovne prostore veljajo nekateri ukrepi, kot so nošenje mask in ustrezna razdalja. Ker v teh dneh pričakujejo nekoliko povečan obisk, bodo na celjski upravni enoti v petek poslovanje na okencih podaljšali do 16. ure. Nazadnje so ukrep obveznega naročanja v upravni enoti Celje uvedli v drugi polovici avgusta lani. Zdaj to ni več obvezno. Tisti, ki so termin že dobili, bodo imeli pri obravnavi prednost, naročanje pa bo sicer tudi v prihodnje še vedno mogoče. Že od včeraj naprej opažamo, ko je bilo ukinjeno obvezno naročanje, torej povečan obisk. Tisti, ki se pa želi naročiti, pa to možnost še vedno ima, in bomo seveda potem, glede na dogovorjen termin, tudi imeli posebno okence za poslovanje s strankami, kjer bodo pač lahko te stranke, ki so naročene, uveljavljale svoje storitve. Ampak kar je najbolj pomembno, obveznega naročanja ni. Že v nekaj dneh bodo za tiste, ki bi kljub temu, da naročanje ni več obvezno, želeli dobiti fiksni termin, tudi na upravni enoti Celje prešli na aplikacijo za naročanje, ki so jo doslej uvedli le v Ljubljani. Takoj za upravno enoto Ljubljana bomo, mislim, da prvi od večjih upravnih enot pristopili k eni, lahko rečem, novosti, namreč, kjer bo možno se samo naročiti preko uporabe ene posebne aplikacije, reče se sistem samonaročanja. Torej, praktično to pomeni, da se bo stranka sama lahko doma z vključitvijo v to aplikacijo si izbrala termin po elektronski poti in ga dobila potrjenega za obisk upravne enote. Govorimo pa za upravnih storitvah, ki se izvajajo na okencih za poslovanje s strankami. S tem bomo pričeli zdaj v parih dnevih in bo ena novost, za katero sem prepričan, da bo zelo dobrodošla in toplo sprejeta. Zaenkrat v veljavi ostajajo nekateri drugi ukrepi. Obvezno je nošenje obraznih mask, razkuževanje rok, omejeno pa je tudi število oseb, ki so lahko istočasno v prostorih upravne enote. Ker so v teh dneh že zaznali nekoliko povečan obisk, bodo tako ta petek odprti dlje kot običajno. Bomo v okviru naših prizadevanj po približevanju teh storitev nasproti strankam ta petek že podaljšali naš poslovni čas in bomo delali do 16. ure, sicer zaključimo ob 13. uri. To se pravi, in bo možno tudi med 13. in 16. uro recimo pridobiti ali dati vlogo za novo osebno izkaznico, potni list in ostale storitve, ki jih izvajamo na okencih za poslovanje s strankami. Verjetno bomo to nadaljevali še tudi v prihodnje, tako da bi omogočili čim širšemu krogu ljudi,
ki iz takšnih ali drugačnih razlogov težko dostopajo do upravne enote v okviru naših poslovnih časov. Dodajmo, da je upravna enota Celje tudi edina v Sloveniji, ki omogoča hitro izdelavo osebnih dokumentov v istem dnevu. V Celjskem mladinskem centru so uspešno zaključili projekt Mladi in mediji. Z njim so želeli mlade naučiti predvsem kritično ovrednotiti informacije, ki jih različni mediji, s katerimi smo vsak dan obkroženi, ponujajo. Četrta, zadnja delavnica je bila namenjena srečanju z odločevalci, na katerem so mladi iz celjskih osnovnih in srednjih šol ter študenti predstavili svoje poglede na medije, vključenost teh vsebin v šolski proces in podali tudi nekaj predlogov za dvig medijske pismenosti. Zaradi poplave različnih informacij je danes izredno pomembno, da so mladi poleg tehnologije vešči predvsem kritičnega medijskega razmišljanja. In prav medijskemu opismenjevanju mladih je bil namenjen projekt Mladi in mediji, ki so ga v Celjskem mladinskem centru izvedli v okviru programa Erasmus+. Prva 3 srečanja so bila namenjena raziskovanju področja medijske pismenosti, stanja medijske pismenosti med mladimi in predvsem raziskovanja njihovega razmišljanja, kako lahko kompetence medijske pismenosti tudi izboljšamo. Seveda so se veliko dotaknili formalnega šolstva, kaj pridobijo in česa ne pridobijo šolstvo. Se mi pa zdi takšni projekti, ko je Mladi in mediji, zelo pomembno, ker dajo tudi pomemben poudarek neformalnemu izobraževanju. Kajti ne moremo vse dati na bremena šolskega sistema in tudi neformalni izobraževalci in ponudniki smo tisti, ki lahko mladim omogočamo dodatna izobraževanja, dodatne kompetence na področjih, ki si jih sami želijo. Zaključno 4. srečanje so namenili strukturiranemu dialogu z odločevalci. Tako so v goste povabili predstavnice Mestne občine Celje, Zavoda za šolstvo, Aktiva osnovnošolskih ravnateljev in Kluba študentov občine Celje. To so odločevalci na ravni, ki lahko mlade poslušajo in ki imajo tudi določene moči, kako spremeniti ali jih pa podpreti pri njihovih prizadevanjih za dodatne kompetence in razvoj, ki jih želijo. Mladi so se pripravili na to srečanje, mislim, da so se veselili tudi predstavitev in plodne debate, ki je na koncu med vsemi se tudi razvila. V prvem delu so se udeleženci po skupinah lotili razprave o različnih problematikah povezanih z medijskim opismenjevanjem in mladimi, ugotovitve pa so v drugem delu tudi predstavili. Super dogodek je bil, več takih dogodkov med mladimi si absolutno želimo, sami mi mladi si to absolutno želimo, da smo slišani, da imamo priložnost govoriti tudi z, tako ste sami rekli, kreatorji naših šolskih sistemov, kjer mi dobivamo znanje. Ta sam dogodek pa bom rekla, da nam je prinesel vsem eno veliko spodbudo pri razmišljanju o medijih, kako jih uporabljamo, kje jih uporabljamo, zakaj jih uporabljamo, kaj vse objavljamo. Se mi zdi, imamo res premalkrat se zavemo, sploh kadar mladi spišemo kako objavo ali pa objavimo kaj, da dejansko vsi imajo dostop do teh podatkov, do teh ali fotografij, karkoli mi napišemo in bi bilo fajn, da imamo že v osnovni šoli več stika z tem, kaj je medijski prostor, kaj vse to zavzema, kako ga boljš uporabljati. Projekt je pokazal, da mladi želijo biti aktiven člen pri odločanju o njihovi prihodnosti. Tako so ob ugotovitvah predstavili tudi možne rešitve in ukrepe, kar so pozdravile tudi gostje tokratnega srečanja. Znajo razmišljati, razmišljajo zelo konstruktivno, kar je zelo pomembno, torej da ne samo iščemo napake, ampak iščemo tudi rešitve in so nanizali tudi nekaj rešitev takih, ki se lahko, če pridejo v prava ušesa, začnejo uresničevati takoj. Seveda sem razmišljala tudi o tem, kaj lahko sama naredim na tem področju, torej kje lahko kaj dodam, povem in glede na to, da delam na Zavodu za šolstvo, kjer smo ravno v začetku priprave na spreminjanje učnih načrtov, je zagotovo to pravi trenutek, kjer bom podala informacijo na našem zavodu, da moramo ob tem zagotovo vključiti tudi učenci in dijake, poslušati tudi njihov glas. Mladi so danes res konkretno in pa zelo jasno
podali svoja kritična razmišljanja o tem, koliko so ne samo medijsko opismenjeni, ampak tudi seveda, koliko imajo razvite veščine kritičnega mišljenja, torej primerjanja informacij, ki so. Opozorili so tudi na družbena omrežja, ki seveda so prepolna, tudi seveda fake newsov, ko smo zdaj pogosto slišimo, torej dejansko neresničnih informacij in kako jih naučiti, kako spostaviti odnos do informacij, ki jih preberejo. Dali so tudi jasno sporočilo, da si želijo, da jih odrasli slišimo. To se mi zdi drugo tako zelo pomembno sporočilo, kajti sprememb nikoli ne moreš delati, če te ne slišijo. In gostje, predstavnice odločevalcev, so mlade zagotovo slišale. Ideje in rešitve, ki so jih nanizali mladi, tako predstavljajo pomembno povratno informacijo pri kreiranju različnih politik z področja mladih. V drugem krogu košarkarske lige za prvaka so Terme Olimia na svojem parketu izgubile proti Krki. V drugem krogu lige za obstanek pa je Rogaška na domačem igrišču zanesljivo premagala Triglav, v lokalnem derbiju v Šentjurju pa je bil domači Šentjur 87 proti 78 boljši od Zlatoroga. V Hruševcu je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih 2 minutah in 40 sekundah, v katerih je Šentjur z delnim izidom 14 proti 5 po izenačenju na 73 prišel do na koncu zanesljive zmage. Gostitelji so bili gledano statistično boljši v metu iz igre, skoku in podajah. Zlatorog je za nameček hitro ostal brez najboljšega igralca Domna Lorbka, ki je v 16 minutah dosegel 14 točk, potem pa zaradi poškodbe moral zapustiti igrišče. Tekma je bila vse preko lahka. Ta teden smo se ukvarjali z boleznimi Popoviča in Tabaka danes sploh ni bilo. Popovič je dobesedno sedaj skoraj omedlel tam not v garderobi. Zmaga je bila zaslužna, težka, videli smo polčas prvi, kot ponavadi začnemo slabo. To so, ne vem, ali je to neka psihična nestabilnost ali podcenjevanje nasprotnika. V glavnem vsaka tekma je, začnemo z minusom, lovimo nasprotnika. Upam, da bomo to rešili v naslednjih kolih in dosegli tisto pričakovano, težko pričakovano 8. mesto, 7. mislim, da je zelo to težko dosegljivo. Ključ do šentjurske zmage je bila sprememba obrambne postavitve, proti kateri Zlatorog v finišu tekme ni našel prave rešitve. Mislim, da smo sedaj že to drugič naredili. Taktične spremembe v obrambi so zmedle nasprotnika, sedaj že na drugi tekmi. Mislim, da je to naredilo preobrat. Njihov neverjetni šut se je ustavil. Je pa res, da 14 izgubljenih žog, prvim polčasu, mislim, da skoraj 10, nas je peljalo do tega, da smo bili skozi v nekem zaostanku. Oni te šute v odzuni, mi šute v raketi in razlika je skozi nastajala, mislim pa, da so bile glavni problem v napakah. Po zmagi v sosedskem derbiju so Šentjurčani Laščanom ušli na 4 zmage in se bodo s Hopsi, ki imajo zmago manj od Šentjurja, borili za drugo mesto v ligi za obstanek, ki še vodi v končnico državnega prvenstva. Zagotovili smo si definitivno obstanek. Mislim, da je tale zmaga doma z nekim normalnim treningom nas lahko pelje samo še dodatnim zmagam, tistim pričakovanim 8. mestu. Mislim, da je prva stvar ta psihična nestabilnost. Nekateri igralci grejo v tekmo, kot da mislijo, da bo žoga sama prišla do njih, ni skoka, ni agresivnosti v obrambi, potem pa probamo to reševati z noro igro v obrambi, z norimi šuti, kar ni normalno, in če to popravimo, da bo zadeva se začela reševati že v samem začetku, mislim, da bo vse lažje. Je pa ena stvar se danes pokazala, naš playmaker kljub izredno slabemu stanju, ki ga je imel ta teden, je v bistvu tekmo rešil. Počasi dokazuje, zakaj je bil najboljši igralec srpske lige. Je pa res, da je prišel v katastrofalnem stanju in da rabi neke tekme. Vesel sem za njega, da je danes v bistvu odločil tekmo in naredil nek napredek skozi tekmo. Bo Šentjurčanom v nadaljevanju sezone
Zdaj, ko so se znebili pritiska zaradi obstanka v ligi, vendarle nekoliko lažje. Liga je zmeraj pritisk, vsak si želi biti čim više, zmagovati. Mislim, to je vse moje, mogoče sebe postavljam pod pritisk. Nekateri igralci v ekipi si želijo igrati definitivno više, nekaterim igralcem ne vem kaj paše, ampak meni je tekmovanje to, da zmagam. Želim to tudi od ekipe. Mislim, da ni ta pritisk kriv, da igralci ne zadevajo odprtih metov. Jaz mislim, da je na treningu vidim, da to gre, na tekmi pa je to mogoče to nezrelost, mladost, ki rabijo kilometrino. Pa ena stvar je, ekipo vzeti 6-0, v bistvu z popolnoma podrto igro in v obrambi in v napadu, se ukvarjati potem z boleznimi, ne trenirati, definitivno pusti posledice, riskirati z playmakerjem. Danes je, tako kot sem rekel, končno pokazal nekaj. Jaz mislim, da v bistvu kaj delamo letos, sestavljamo ekipo za drugo leto. Šentjurčani bodo v 3. krogu lige za obstanek v soboto gostovali v Kranju. Laščani bodo naslednjo tekmo odigrali šele 2. aprila, ko bodo v Treh lilijah gostovali Kranjčani. Jutri bo zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -2 do 1, drugod od 3 do 6, najvišje dnevne od 9 do 15, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem delno jasno, burja se bo okrepila. Drugod bo zmerno, občasno, predvsem na vzhodu pretežno oblačno, pihal bo severovzhodnik. V soboto bo bolj sončno kot v petek, veter bo nekoliko oslabel. Postopno bo spet hladneje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. To so bili dogodki dneva. Nasvidenje in lep večer.